Občino zaradi radarja obiskali kriminalisti. Aviofan naj bi danes vplačal varščino za nakup aerodroma Maribor. Fakulteta za zdravstvene vede uspešno razvija nove programe. Pozdravljeni. Koroško podjetje Aviofan naj bi v sodelovanju s tujimi partnerji danes, 5 dni pred rokom, vplačalo 70 000 evrov varščine za nakup aerodroma Maribor. S tem so potrdili resnost pogodbe, sklenjene s stečajnim upraviteljem Preventa Globala. A pot do dejanskega lastništva bo očitno še težka. Za nakup aerodroma Maribor, ki upravlja mariborsko letališče, so se sicer zanimale še 3 družbe. Kdo stoji za Aviofanom, za zdaj ostaja skrivnost, a ni zanemarljiv podatek, da ga je še do letošnjega januarja lastniško preko Fraktal Consultinga obvladoval zadolženi Ročnik, brat nekdanje prve dame Probanke. Zato najbrž ni naključje, da se je po njegovem izstopu iz Aviofana na ta 51% delež vpisala Probanka. Aviofan ima tujega partnerja, ki ima zaupanje v nas in vidi dolgoročno zgodbo z Aviofanom na letališču Maribor. Ne morete razkriti tega tujega partnerja? Ne, sem zavezan s pogodbo in s poslovnim dogovorom. A s tem, ko je Aviofan vplačal 10% kupnine, ki sicer znaša 700 000 evrov, so izpolnili komaj prvi pogoj za nakup. Potrditi ga mora zdaj še sodišče. Ki pa je v veliki meri ali pa najbolj vezano na mnenje upniškega odbora in pa tudi na mnenje ločitvenega upnika. Torej, s tem se mora strinjati tudi gospod Zakršnik? Ne bom rekel gospod Zakršnik, ampak družba on je največji upnik. Ja. Eurocity, on je ločitveni upnik. Družba Eurocity DO se mora podati k temu svoje mnenje. Aviofan pa mora prevzeti tudi dolgove aerodroma. Neuradno jih je za več kot 9 milijonov evrov. Mi pač smo znali oceniti, da največja vrednost je samo osebje oziroma same licence podjetja Aerodrom. Pri tem pa ne gre pozabiti, da je družba Aerodrom ključna pri upravljanju mariborskega letališča, ki ima tako kot Brniško status mednarodnega letališča. Dobra strateška lega, prenovljen terminal in nikoli oživljen logistični center Oreh pa so tiste prednosti, ki jih doslej ni znal naučiti še nihče. Za obubožano štajersko regijo pa lahko le upamo, da tudi pri tokratnem nakupu ne gre le za spretni podjetniški manever, kot smo ji bili doslej vajeni v tej zgodbi. Upniki mariborske livarne so se seznanili s poročilom o finančnem položaju družbe in z načrtom finančnega prestrukturiranja. Soglašali so z najetimi 5 milijonov evrov kratkoročnega likvidnostnega posojila, ki ga družba potrebuje za redno poslovanje. Dolgoročne obveznosti podjetja so konec aprila znašale skoraj 15 milijonov evrov. Od bank in državne pomoči pa je zdaj odvisno, ali bo tovarna, potem ko je brez dela ostalo že okoli 200 ljudi, preživela. Prav zato, da bi opozorili na težak položaj delavcev, ki so še v podjetju, za jutri organizirajo delavsko vstajo. Tako se bodo ob 12. uri zbrali na Trgu Svobode in prižgali sveče. V zgodbo o spornih mariborskih radarjih, ki so odnesli župana Franca Kanglerja, so se po protikorupcijski komisiji in računskem sodišču vključili tudi preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada. Že včeraj so obiskali mariborsko občino, kar je zjutraj na svoji Facebook strani zapisal novi mariborski župan. Ta je pred dnevi sicer dejal, da za sedaj zaupno poročilo računskega sodišča ni v prid nekdanjemu vodstvu občine. Da se na mariborski občini mudijo preiskovalci, je prvi javno v zapisu na svoji Facebook strani dopoldne zapisal župan Fištravec, a pred kamere je s pojasnili poslal svojega predstavnika. Ja, preiskava še traja, preiskovalci so še vedno tu. Sami preiskavi pa se boste seveda morali obrniti na njih. Z Nacionalnega preiskovalnega urada so nam lepisno potrdili, da intenzivno vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj in da na mariborski občini izvajajo preiskovalne aktivnosti. Na občini pa so nam potrdili, da s preiskovalci aktivno sodelujejo. Mestna občina želi, da se ti sumi kaznivih dejanj čim prej razčistijo in da, če se potrdijo, da so tudi storilci ustrezno, da se zoper njih ukrepa.
Spomnimo, da je protikorupcijska komisija že konec marca ugotovila, da je občina pri sklenitvi pogodbe delovala izrazito v korist družbe Iskra Sistemi, ter da so odgovorni ravnali v nasprotju z zakonoma o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu. Protikorupcijska komisija pa je s pomočjo državnega pravobranilstva na okrožno sodišče v Ljubljani že vložila tožbo za ugotovitev ničnosti 30 milijonov evrov vredne pogodbe. Zahtevana donosnost na slovenske obveznice se je na sekundarnem trgu danes občutneje zvišala. Obresti na državne dolžniške vrednostne papirje so se ustavile pri 6%. Poglejmo še drugo dogajanje na domačih tleh. Žal moramo znova poročati o hudi prometni nesreči. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je voznik kombiniranega vozila na uvozu na avtocestno počivališče Zima trčil v zadnji del parkirnega tovornega vozila. Po trčenju je stekel na avtocesto, kjer ga je povozil voznik drugega vozila. Po prvih podatkih gre za državljana Francije, ki je na kraju nesreče umrl. Na avtocesti sta nato trčili še 2 tovorni vozili, ki sta se izogibali omenjeni prometni nesreči na voznem pasu. Drugih poškodovanih naj ne bi bilo. Zaradi nesreče je bila nekaj ur zaprta polovica avtoceste med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Celje vzhod v smeri proti Ljubljani. Zaprt je bil tudi priključek Dramlje. Nastajali so večkilometrski zastoji. Danes se začenja prvi del akcije Nič celih nič šofer trezna odločitev. Njen namen je zmanjšati tvegano rabo alkohola in število prometnih nesreč zaradi alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Poleg preventivnih dejavnosti ta konec tedna policisti pripravljajo poostren nadzor prometa, delo bodo okrepile tudi inšpekcijske službe. Trend brezposelnih mladih narašča, obenem pa ni močne povezave med izobraževalnim sistemom in trgom dela, je na posvetu o brezposelnosti med mladimi poudaril izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Goran Lukič. Izpostavil je, da vse več mladih obupa nad iskanjem dela in se umaknejo iz uradnih evidenc, kar še bolj prikrije globino te problematike. Število delovno aktivnih mladih se je od leta 2008 znižalo za več kot 23%. Stopnja registriranih brezposelnih mladih pa je trenutno pri 28%. V Ljubljani ter še nekaterih drugih slovenskih mestih so točno opoldne dijaki in dijakinje tradicionalno odplesali četvorko. Na maturantski paradi so sodelovali tudi njihovi vrstniki iz Srbije, Hrvaške, Črne Gore in še 5 drugih držav. Tudi letos so se prijavili za Guinnessov rekord, a ga zaradi slabega vremena in posledično slabše udeležbe niso dosegli. Vseeno pa je v 61 mestih skupaj zaplesalo okoli 30.000 mladih. Prihodnji petek pa bo ulično četvorko organizirala Plesna zveza Slovenije. Na tej prireditvi bo prav tako ob 12. uri v 21 slovenskih in več kot 30 mestih v 8 evropskih državah zaplesalo najmanj 30.000 plesalcev. Mariborska fakulteta za zdravstvene vede letos praznuje 20-letnico delovanja. Iz visoke zdravstvene šole se je preoblikovala v fakulteto, predvsem zaradi velikega pomankanja kadrov. Danes je vodilna na področju razvoja novih študijskih programov, ob tem pa si ves čas prizadeva za učinkovito povezovanje in sodelovanje tako z domačimi kot tujimi univerzami. Prav Mariborska fakulteta za zdravstvene vede je bila tudi prva fakulteta z področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved v državi. Prva je bila, ki je začela z drugostopenjskimi bolonjskimi programi, to se pravi magistrskimi študijskimi programi, ter morda bi lahko izpostavila še izobraževanje v simulacijskem centru, ki je bil prvi in tudi, prvi v slovenskem prostoru in eden prvih v evropskem prostoru. Študij podprt z najsodobnejšo tehnologijo tako temelji predvsem na raziskovalnem delu. Študij poteka zelo sodobno. Imamo veliko praktičnega dela, kar je zelo fajn, ker se študentje moramo naučiti v praksi delati. Najbolj všeč nam je to, da imamo pred samo klinično prakso v kabinetih, kjer se naučimo delati in šele takrat, ko vemo delati, pristopimo v prakso. Tukaj seveda se fakulteta odziva na potrebe v zdravstvu, tako da želimo razvijati nova specialna znanja, specialistične študijske programe, nove magistrske študijske programe, interdisciplinarne doktorske in seveda prvenstveno, kar je naša
cilj, ki ga želimo najprej doseči, je seveda doktorski študijski program zdravstvene nege. Ob spremljanju zaposljivosti in zaposlenosti svojih diplomantov pa žal ugotavljajo, da jih zaradi krize pri nas vse več ostaja brez dela. Mnogi od njih so tako priložnosti že poiskali v drugih državah Evropske unije, največ pa jih dela kar v sosednji Avstriji. Mariborski zdravstveni dom jutri od 10. do 12. ure organizira akcijo Zdravo v naravo, v okviru katere bodo občane Maribora in okolice cepili proti klopnemu meningitisu s popustom za prvi odmerek. Cena prvega odmerka cepiva za odrasle bo ta dan z 32 znižana na 21 evrov, za otroke pa bo znašala 19 evrov. Za zagotovitev celovite zaščite so potrebni 3 odmerki cepiva. V Sloveniji sicer za to boleznijo zboli povprečno 250 oseb na leto, verjetnost okužbe pa je največja na Gorenjskem, Koroškem in v srednji Sloveniji. Precepljenost prebivalstva pa je še vedno prenizka. Maribor se tudi letos pridružuje Vseslovenskemu festivalu prostovoljstva, ki že vrsto let poteka po različnih slovenskih krajih. Začel se je danes in bo trajal do prihodnjega četrtka. V tem času bo mreža lokalnih prostovoljskih organizacij pripravila številne dejavnosti, med drugim bo na Grajskem trgu zaživelo prostovoljsko mesto. Tomaž že nekaj časa kot prostovoljec dela v Infopeki, zato se je odločil, ker je želel biti družbeno koristen. V bistvu vodim mladinske delavnice na 3 osnovnih šolah v Mariboru, potem pomagam pri projektu Pekarna dobiš daš. To je v bistvu aktivno preživljanje prostega časa z otroki z manj možnostmi. Pa sodelujem tudi pri organizaciji potopisov. Tudi Daniela je prostovoljka že več kot 10 let. Na letovanju v Punatu, ki ga organizira Rdeči križ, dela kot vzgojiteljica. Postati želi učiteljica, zato je prepričana, da bo tako bogatejša za pomembne izkušnje. Ko si v vlogi vzgojitelja, to je zelo velika odgovornost, v bistvu, ker si jim tisti čas ata, mama, sestra, brat, vse v bistvu, kar oni potrebujejo, otroci. Čeprav so prostovoljci pred 2 letoma dobili svoj zakon, pa je treba še marsikaj spremeniti. Preveč je nepotrebne birokracije, opozori Brezovnikova. Ker so odvisni od občinskih razpisov, so težave tudi z denarjem. Se je število zanimanja za prostovoljsko delo povečalo, zlasti med mladimi, ki so študenti, oziroma med mladimi brezposelnimi in pa tudi med mlajšimi upokojenci, ki svoje znanje pa kakšne veščine želijo deliti tudi dalje. Prostovoljstvo pripomore k višji kakovosti življenja, zagovarja interese ranljivih posameznikov in skupin ter ustvarja razmere za angažirano civilno družbo. To je glavno sporočilo festivala prostovoljstva. Kot vemo, v Mariboru so razpisi vedno zunaj sredi leta, tako tudi zdaj so prišli ven konec aprila, maja, kar pomeni, da kreditiramo občino do oktobra, ko ponavadi dobrimo prva nakazila. V okviru festivala bodo mladi debatirali o aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu, se udeležili potopisnih predavanj, na Grajskem trgu pa bo zaživelo prostovoljsko mesto. V duhu medgeneracijske solidarnosti pa sta se v Ledni dvorani v Mariboru začela drugi otroški bazar in festival za 3. življenjsko obdobje. Do nedelje bodo tako za mlade kot starejše na voljo številne delavnice, izobraževanja, športne aktivnosti in tudi kulturna dogajanja. Prireditev za družine, otroški bazar je namenjena družinam in pa otrokom do 15. leta starosti. Sicer se pa družine lahko ogledajo različne razstavne prostore, kjer dobijo veliko informacij, kako aktivno preživljati prosti čas v družinskem krogu. Sicer pa tudi se lahko sprehodijo do različnih kotičkov, kjer so ustvarjalne delavnice, in pa do odprtega odra, kjer si lahko gledajo številne nastope, tako društva upokojencev kot tudi vrtcev in osnovnih šol. Društvo Planet Zemlja pa je na trgu Leona Štuklja danes prvič v Sloveniji organiziralo tako imenovani Food Revolution Day. Gre za globalni projekt dobrodelne organizacije, namenjen ozaveščanju o zdravem prehranjevanju, spodbujanju uporabe lokalno pridelanih živil in razvijanju kuharskih sposobnosti ljudi. Pobudnik in osrednji ambasador projekta je svetovno priznani kuhar Jamie Oliver. Želeli bi pravzaprav javnost osvestiti o tem, kako pomembno je to, kar dajemo vase. Govorim seveda o hrani, o pijači, kjer smo vedno manj izbirčni, morda predvsem zaradi tega, ker je situacija v svetu ali pa v naših žepih, če želite, takšna, kakršna pač je. Ni dobra, ni rožnata, ljudje kupujejo pač vedno cenejšo hrano, ki pa ni nujno vedno slaba ali nezdrava.
Samo treba se je malce izobraziti, malce časa več vzeti, morda zorganizirati in potem lahko pripravimo tudi z malo denarja res okusno ali pa predvsem zdravo hrano. V ponedeljek pa se bo iztekel rok za oddajo pisnih in vizualnih del na danes svetovno največjem festivalu družbeno-odzivnih komunikacij in umetnosti Memefest. Krovna tema letošnjega festivala je demokracija hrane in nastaja v sodelovanju z Avstralsko univerzo umetnosti v Queenslandu. Dela bo ocenila mednarodna žirija, ki jo sestavljajo domači in tuji strokovnjaki, kuratorji in uredniki. Potem, ko so v začetku marca na balkonu nad vhodom mestnega gledališča Ptuju odkrili razmaknjene betonske plošče, ki so grozile, da bodo padle na mimoidoče, so odgovorni za varnost poskrbeli z namestitvijo pregrade. Nevarne plošče in zunanji del naj bi, tako načrtujejo lastniki, družba Hypo Leasing, sanirali do 16. junija. Vodstvo sicer šele pred 5 leti v celoti prenovljenega ptujskega gledališča je s tem, da bodo zunanjost gledališča uredili in zato odšteli okoli 150 000 evrov, zelo zadovoljno. Tako da bomo lahko jeseni v lepem, oziroma vse za prvo silo popravljenem gledališču izvedli vse to, kar imamo. Ob festivalu monodrame konec leta načrtujejo namreč številne predstave. Ivica Buljan bo z Markom Mandičem in Pijo Zemljič pripravil tekst Patrisa Ramberja Zapiranje ljubezni in to bo premiera bo 24. avgusta v okviru Dnevov poezije in vina, ker letos je ravno tema Francija. Potem sledita 2 otroški predstavi, eno pripravlja Sašo Jovanovič in sicer Palčico, drugo pa pripravljata Roman Ercegovič in Juna Ornik. Tekst Roman Ercegovič Nekdo te vedno ima rad. Sledile bodo predstave Divjad, El Fresco, v koprodukciji s Kranjskim gledališčem pripravljajo tekst Svetlane Makarovič, Mrtvec pride po ljubico. Na Ptuju pa se bo prihodnjo pomlad predstavil tudi mlad srbski režiser Nikola Zavišić s predstavo o korupciji. Prav te dni pa skupaj s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, ki letos praznuje 120 let obstoja, pripravljajo zgodovinski spektakel Črni križ pri Hrastovcu, ki bo na turnirskem prostoru Ptujskega gradu prvič na ogled 7. junija. Jutri je Mednarodni dan muzejev. Vstop v muzejske in galerijske ustanove bo brezplačen. V Umetnostni galeriji Maribor bodo denimo pripravili tudi vodstvo po ustvarjalnih delih Marka Pogačnika in razstavi Samo za moje oči v Slaviji. V Muzeju narodne osvoboditve pa bodo vse muzejske dejavnosti, tudi vodenje muzeja med 10. in 16. uro, za en dan prevzeli otroci iz osnovne šole Draga Kobala. Še šport, 2 slovenski reprezentantki v tekvandoju se na letošnje svetovno prvenstvo pripravljata na Hrvaškem. Na Korčuli in delno v Zagrebu ima treninge Franka Anić. V glavnem hrvaškem mestu bosta srečali tudi Nušo Rajher, ki občasno trenira še v Mariboru. Pred letom in pol, ko ni uspela na svetovnih olimpijskih kvalifikacijah, se je Nuša Rajher odločila, da se bo na naslednjo olimpijsko priložnost pripravljala v Zagrebu. To se ji je obrestovalo, saj je bila uspešna na evropskih kvalifikacijah in je odpotovala v London. Po prihodu z olimpijade svojega razmišljanja ni spremenila, tako da se je z Zagrebom že dodobra spoprijateljila. Večino časa sedaj preživim v Zagrebu. Moram pa povedati, da se vsakih 14 dni potem prijem za en teden trenirati v Maribor. Treninge sem se čisto navadila, malo je drugače, sploh zaradi tega, ker nas je tu toliko dosti na vsak dan na treningu, tako da mi ni težko. Zjutraj opravljam treninge sama, zvečer pa pridem v klub in delam z ekipo. Svetovno prvenstvo bo za Rajherjevo najpomembnejše letošnje tekmovanje. Pripravljenost je testirala na odprtih prvenstvih ZDA in Nemčije. Medtem ko je bila na prvem še pod vtisom ponesrečenega četrtfinalnega olimpijskega nastopa in na drugem že osvojila medaljo. Svetovnega prvenstva se že kar veselim, kajti sedaj je že kar nekaj časa minilo od enega tako velikega tekmovanja. Zadnjo res veliko tekmovanje so bile lansko leto olimpijske igre, tako da jaz komaj čakam, da čez 2 meseca spet pokažem, kaj znam. Rajherjeva je prepričana, da še vedno spada v širši krog favoritin. Sedaj jo čakajo reprezentančne priprave v Franciji, nato pa v začetku junija turnirje v Avstriji in v Švici. Še posebej bo pomemben slednji. Vsekakor pa bo Švica
mislim, da ne bo države, katera ne bo poslala svoje reprezentance. Tako da in skupaj bojo spet združene kategorije, olimpijske kategorije, kaj pomeni dvojna konkurenca in jaz komaj čakam. Pravzaprav bo šlo v nekoliko razširjeni obliki za ponovitev olimpijskih iger. In če bo v Švici nastopila tudi Rusinja Anastazija Barišnikova, potem bo Reicherjeva podoživela dogajanje v Londonu. A pravi, da se je lani veliko naučila in da se bo povratnega dvoboja lotila veliko bolj preudarno. Na mednarodnem teniškem turnirju do 14 in 16 let na igriščih mariborskega železničarja sta v četrtfinalu nastope končala že zadnja Slovenca. Kristina Novak je v kategoriji do 14 let 7-6 in 6-0 premagala Nemka Lara Schmidt, ki je 6. nosilka. V isti kategoriji je s podobnim izidom izpadel Jan Vehovec, od katerega je bil 6-4 in 6-0 boljši prvi nosilec Anglež Finn Bass. V kategoriji do 16 let so zadnji naši tekmovalci izpadli v 3. krogu. Jutri bodo odigrali polfinalne dvoboje, v nedeljo dopoldne pa še finalna. Sledijo novice iz tujine, začenjamo v Rusiji. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon se je zavzel za čimprejšnji sklic mednarodne konference o Siriji. Ban se je že sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Ta je po pogovorih z Banom dejal, da oba delita stališče, da morajo Sirci sami doseči končanje nasilja v lastni državi brez posredovanja od zunaj. Delavci več kot 300 tekstilnih tovarn v Bangladešu so se vrnili na delo. Po zrušitvi stavbe prejšnji mesec, ki je pod seboj pokopala več kot 1100 ljudi, so tekstilne tovarne začasno zaprle obrate v okolici Dake. Delavci zdaj spet delajo, saj so jim oblasti zagotovile večjo varnost in izboljšanje delovnih razmer. Bangladeš je drugi največji izvoznik oblačil na svetu, izvoz tekstilne industrije dosega več kot 2/3 izvoza te države. Jug Kitajske so prizadeli viharji in obilno deževje, zaradi česar je prišlo do poplav in zemeljskih plazov. Umrlo je vsaj 33 ljudi. V Bangladešu, ki ga je v četrtek prizadel ciklon Mahasen in zahteval vsaj 14 smrtnih žrtev, pa so že začeli odstranjevati njegove posledice. Zaradi ciklona so morali evakuirati milijon ljudi. Evakuacijo so organizirali tudi v sosednjem Mjanmaru, kjer je moralo domove zapustiti 70 tisoč ljudi. Študija britanskih strokovnjakov je pokazala, da upokojitev negativno vpliva na duševno in fizično zdravje, ter da se upokojitev srednjeročno in dolgoročno odrazi v drastičnem poslabšanju zdravja. Avtorji študije zato svetujejo, naj ljudje iz zdravstvenih in tudi ekonomskih razlogov ostanejo čim dlje delovno aktivni. Ugotavljajo tudi, da je težko določiti ustrezno upokojitveno starost za vse ljudi. Še vreme, jutri bo sončno, več oblačnosti bo v hribih severne Primorske in Notranjske, kjer bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo sprejemljivo oblačno, že dopoldne bodo krajevne plohe in nevihte v zahodni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribih zahodne Slovenije, kjer bo občasno deževalo. Spoštovani, to je bil petkov dnevnik televizije Maribor. Jutri ob 18. uri vabljeni tudi k ogledu preglednika, kjer vas bomo spomnili na pomembnejše dogodke tega tedna. Vse dobro in nasvidenje.